Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o SS-u. SS je bila nemška paravojaška organizacija, ki je bila podrejena nemški stranki Adolfa Hitlerja. Znotraj organizacije se je razvilo mnogo enot, med njimi bojna enota SS in oddelek za notranjo in zunanjo varnost države. Glavni poveljnik SS-a pa je bil Heinrich Himmler. Danes bomo govorili o Schutzstaffelu. Ta beseda pomeni v slovenščini zaščitni vod. SS, elitna enota v črnih uniformah, se je pojavila aprila 1925 kot majhna osebna straža Adolfa Hitlerja. Na začetku so bili dokaj nepomembni, vendar so sčasoma postali sila, ki je zbrala dovolj vojaških in policijskih pooblastil, da so postali dobesedno država v državi. Himmler je bil velik ljubitelj germanske zgodovine in mistike. O sebi je govoril, da je duhovna reinkarnacija nemškega kralja Henrika I., ki je branil nemške dežele pred vdori Slovanov. Hotel je ustvariti SS kot elito nacistične diktature. Enote Waffen-SS pa naj bi bile naslednice nemških viteških redov, tevtonskih vitezov. Organizacija SS je prevzela tudi barve viteškega reda, črna in bela. Od leta 1929 do leta 1945 je Himmler SS zgradil iz 300 članov na skorajda več kot milijon. Himmler je bil velik rasist in je SS vojake gledal strogo po videzu, njihovi fizični moči, rasni čistosti, vendar so ljudi za v SS enote novačili iz vseh delov nemške družbe, od najbogatejših do najrevnejših. Vsi pa so morali imeti svetle lase, svetle oči in visoki so morali biti nad 170 cm. SS-ovci so sloveli po svojih elegantnih črnih uniformah in posebnimi oznakami strele in lobanjami. Ko je Hitler leta 1934 v akciji Noč dolgih nožev pobil svoje politične sovražnike, je s tem SS dobil politično moč. Med letom 1934 in 1936 sta Himmler in Heydrich uspela izvesti, da so bile vse nemške policijske enote podrejene SS-u ali Gestapu. Hkrati pa so po vzoru vojske Wehrmachta tudi urili svoje borce, ki so se imenovali Die Waffen-SS oziroma bojna enota SS. Do leta 1939 se je SS razdelil na dva dela, Allgemein SS in Die Waffen-SS. Prvi je skrbel za rasno čistočo države, varnostno službo, kriminalistično policijo in obveščevalno službo, medtem ko je Waffen-SS imel zgolj borbeno vlogo. Morali so se boriti za Hitlerja, za Nemčijo, do konca. Življenje bodo dali in življenje bodo vzeli. Rekruti so bili podvrženi ekstremni nacistični propagandi, kar je povzročilo neomejeno zvestobo Hitlerju in nacistični ideologiji. Prav to je povzročilo njihovo fanatičnost med borbo. Njihova glavna vrlina je bila njihova absolutna poslušnost in zvestoba Führerju, ki jim je dal njihov moto: Tvoja čast je tvoja zvestoba. Med drugo svetovno vojno je SS izvajal množične usmrtitve političnih nasprotnikov, Romov, Judov, poljskih voditeljev, komunističnih upornikov, partizanskih upornikov in ruskih vojnih ujetnikov. Po porazu nacistične Nemčije sa strani zaveznikov je zavezniško sodišče v Nurembergu leta 1946 razglasilo SS za zločinsko organizacijo. Die Waffen-SS so urili po standardu nemške vojske, velikokrat pa so imeli tudi prednost glede orožja. Sodelovali so v veliko bitkah na Balkanu, invaziji na Poljsko, invazija na Francijo in borili so se na vseh frontah. Bili so elitna nemška sila, zato so jih velikokrat pošiljali tja, kjer je bilo na fronti najbolj kritično. Čeprav so se enote Die Waffen-SS in redne kopenske vojske skupaj borile, je bilo med njimi na bojišču prisotna napetost, ki je vplivala na bojno delovanje proti sovražniku in celo do skorajšnjih spopadov med njimi. Nasprotja so izhajala iz naslednjih problemov. Prvo in glavno dejstvo je bila tradicija. Medtem ko je tradicija redne vojske bila zelo dolga in je segala v 14. stoletje, so se enote Die Waffen-SS komaj dobro razvile v vojaške formacije. Prusko vzgojeni oficirji niso mogli sprejeti dejstva, da so istočasno razvija še druga državna vojska pod okriljem NSDAP.
medtem ko so enote Die Waffen-SS izhajale oziroma so bile pod okriljem nacistične stranke. Pripadniki redne vojske niso imeli biti člani nobenih političnih strank, ker so bile enote Die Waffen-SS pod okriljem NSDAP, so imele prednost pred redno vojsko. Čeprav je organizacija Die Waffen-SS imela delno prednost pri dobavi nove opreme in orožja pred dolgoletno državno vojsko, je bilo to predvsem zaradi dejstva, da je SS nadzorovala nekatere tovarne in objekte oborožitvene industrije in je pošiljala potrebno blago k SS. Medtem ko so bili člani redne vojske poklicani vojaki profesionalci, so vojaki Die Waffen-SS izhajali iz delavskega ali meščanskega sloja. Njihova osnovna izobrazba je bila pomanjkljiva in malo je bilo dobro izurenih kadrov. Poveljujočim oficirjem Die Waffen-SS so očitali prevelik fanatizem, vse za dosego cilja, ki je vodil do velikih izgub v enotah Die Waffen-SS. Odnos med Die Waffen-SS in redno vojsko je slabšalo tudi dejstvo, da bi po uspešno končani vojni Die Waffen-SS prevzela vlogo redne vojske in postala edina oborožena vojaška sila v Reichu. Trenje med obema vojaškima konkurentoma pa se je še okrepilo 20. junija 1944, ko so nekateri vodilni predstavniki kopenske vojske sodelovali v ponesrečnem atentatu na Hitlerja. Po tem dogodku je uradni pozdrav v vojski postal nemški pozdrav. Uvedli so nacionalistične politične oficirje. Poleg tega pa je bil Die Waffen-SS tudi zadolžen za poboj Židov in za vodenje koncentracijskih taborišč. Leta 1945 je Die Waffen-SS razpadel 8. maja. Preživele SS vojake so Rusi ponavadi ubili ali pa poslali v koncentracijska taborišča nekam v Sibirijo, v gulage. Medtem ko so Američani kaznovali samo tiste SS-ovce, ki so zagrešili vojne zločine, kar pa so bili povečinoma vsi. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.